ptice pojo, da nama bo toplo, ko sem s teboj in ti si z menoj. Poglej, ko pomladi dan se v zimi prebudi, zdaj je še lepši in s teboj tako lepo cveti. Vse lahko mi zdi, ko nežno me gledaš v oči in rečeš, da si moj, ko sem s teboj in ti si z menoj. Poglej, ko pomladi dan se v zimi prebudi, zdaj je še lepši in s teboj tako lepo cveti. Je zunaj pomlad, a še imaš me rad, ko kradeš poljubim v slovo, zdaj ko ptice pojo, le meni je hladno. Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, Darko Rataj, župan občine Slovenske Konjice, Sara Lampričnik in Alen Kovše, današnja glasbena gosta, ki sta poskrbela za glasbeni uvod s pesmijo Ko sem s teboj. Lep dober večer in dobrodošli na odprtju Mestne galerije Slovenske Konjice. V obnovljeni meščanski hiši v osrčju starega mestnega jedra danes odpiramo nove prostore, namenjene umetnosti, ustvarjalnosti in srečevanju. Mestna galerija je nastala z željo, da Slovenske Konjice dobijo stalno razstavišče, kamor se bodo obiskovalci lahko vračali po novo izkušnjo umetnosti. Razstava združuje dela, ki so na različne načine povezana s slovenskimi konicami, bodisi skozi umetniške kolonije, ustvarjalce, ki so povezani z našim mestom, bodisi skozi motive mesta in osebnosti, ki so zaznamovale zgodovino Konjic. Galerija je razdeljena na 5 sob, ki skupaj oblikujejo raznoliko in večplastno celoto. Vsaka na svoj način pripoveduje del zgodbe o umetnosti, ustvarjalnosti in identiteti našega prostora. Preden galerijo uradno odpremo, k besedi vabim Darka Ratajca, župana občine Slovenske Konjice, in hkrati tudi pobudnika ponovne vzpostavitve Mestne galerije. Izvolite, župan. Po mnogih letih, ko je ta galerija, ko ti prostori samevali, zaprti, je danes čas, da ta prostor zopet namenimo temu, za kar je najbolj primerno, torej za umetnost. Mi smo se dolgo časa trudili in iskali tudi dogovore z prejšnjim najemnikom teh prostorov, nekako nismo našli skupne vezi. Potem smo razmišljali, kako naprej in nekako je padlo odločitev, namenimo jo za umetnost, namenimo jo za domače ustvarjalce, pa seveda tudi za ostale, ki želijo tukaj razstavljati. Torej, občina Slovenske Konjice ima kar bogat ima kar nekaj slik, tudi redno na nek način tudi kupujemo. Kolonije, ki so bile v Konjicah, spomnite se jih, tudi sedanje kolonije, ki jih imamo po mlado ustvarjalce, važno tukaj Konjice, so dobra osnova za to razstavo, ker danes imamo, seveda odpira tudi možnosti za neko prikaz tudi naprej. Jaz se zahvaljujem seveda Zali, Centru za kulturne prireditve, ki je na nek način
to razstavo pripravila. Zahvaljujem se vsem domačim umetnikom, ki so tudi tukaj dali slike, da jih lahko občudujemo. In pa seveda tudi Tomu Peniču, ki tudi dal slike iz likovnih kolonij. Kaj ne rečem? Naj bo ta prostor druženja, naj bo ta prostor tisti, ki bo obogatil tudi stari mestni trg in naj bo to prostor, kjer se bomo srečevali, Konjičani in pa tudi ostali obiskovalci naše prelepe občine. Hvala lepa in prijetno večer še. Sedaj pa vabim k besedi še Zalo Brglez, umetnostno zgodovinarko, ki nam bo na kratko predstavila idejo in pa tudi z osnovo nove mestne galerije Slovenske Konjice. Izvoli, Zala. Ja, lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Res najlepša hvala, da ste prišli in da tukaj z nami pravzaprav boste tega našega otroka umetnosti pomagali poslati v svet. Pravzaprav bi lahko rekli, da je to bolj dojenček kot otrok, glede na to, kak mlad je. Ampak hvala lepa, da ste prišli, da ste pravzaprav del te zgodbe. Hvala ljudem, ki so mi dali možnost, da dokažem sebe in da zasnujem tole stvar. Zdaj, kot je bilo že povedano do sedaj, ta galerija je pravzaprav namenjena delom, ki so na takšen ali drugačen način povezana s slovenskimi konicami. Na eni strani v sobi, kjer ste vstopili, vidimo sobo, ki je povezana z umetniškimi kolonijami. Kot je že župan omenil, imajo Slovenske Konjice dolgo tradicijo umetniških kolonij, ki pa se nadaljuje z umetniško kolonijo na Trebniku. Tako da ta soba je tista, ki se bo verjetno najhitreje dopolnjevala in spreminjala, glede na to, da bojo prihajala vedno nova dela v fond. Tukaj imamo sobo, ki je pravzaprav na takšen ali drugačen način spet so umetniki oziroma slike dela povezana s Slovenskimi Konjicami. V sosednji sobi vidimo portrete, me zanima, če pa ste koga prepoznali, koliko dobro ste podkovani v zgodovini Konjic. Vsa ta dela bodo vključena tudi v monografijo, ki bo išla letos ob jubileju Slovenskih Konjic. Potem, če se boste sprehodili naravnost in levo, boste videli Didijevo sobo, našega konjiškega umetnika, ki je zelo veliko svojih slik zapustil Slovenskimi Konjicami. In na koncu boste videli še konjiško sobo, ki je pa edina, ki je pravzaprav motivno povezana s Slovenskimi Konjicami in kjer lahko vidite pravzaprav motive, ki so povezani s Slovenskimi Konjicami. Torej vidimo Zlati Grgič, Stari trg, Viteza, Jurija. Tako da hvala vsem, ki ste doprinesli k tej razstavi oziroma k temu razstavišču. Hvala vsem, ki so posodili dela. Tako da ja, hvala, upam, da bo ta galerija, ko jo napolnimo še z nekimi novimi vsebinami, zaživela. Še to, zasnovana je kot živa struktura, kot sem že omenila, tako da bo pravzaprav se fajn, da vedno znova pridete pogledat, vidite kakva nova stvar, ker se bodo dela spreminjala in pravzaprav razstave ne bojo ostale enake. Tako da lepo vabljeni, da nas spremljate, da pridete še na kak dogodek, ki se bo dogajal v tem razstavišču in upam, da se že kje srečamo. Hvala! Hvala, Zala. S tem je mestna galerija Slovenske Konjice tudi uradno odprta. Vabim vas, da se sprehodite po galerijskih prostorih, si ogledate razstavo in odkrijete različne umetniške zgodbe, ki jih seveda vse povezuje naše mesto. Za konec pa še enkrat prisluhnimo Sari Lampričnik in Alenu Kovšetu in skladbi Čeprav te ni. Želim vam prijeten večer in obilo zadovoljstva v ogledu razstave. Pogled ti beži, ko gledam te v oči, da
vem, zakaj to tako boli. Spet vrnem se, če obljubiš mi, da všeč ti je, ko z mano si. Poskušam te ujeti, odkleniti ves tvoj svet. Res hočem ti začet verjet, a zmotim se spet in spet.